Nadaljujemo s pogovori včeraj predstavljenih tekmovalnih kratkih filmov in sicer včeraj smo videli tudi film z naslovom Semir, meja na Mirenskem pokopališču. Z mano pa sta že avtorja filma Damir Grbanović in Lea Vučko. V bistvu vajini funkciji sta zelo vseobsegajoči, režiserja, glavna animatorja, Damir še montažer. Kako lahko v bistvu za začetek nekako povemo, sta zbrskala to zgodbo, ki majčkeno tudi nadaljuje to našo prejšnjo debato o prejšnjem filmu, kaj se pravzaprav zgodi, ko se kar naenkrat pojavijo meje tam, kjer jih ljudje niso navajeni? Ja, lahko v bistvu, kako smo zbrskali, predvsem gre tukaj zahvala Roku Bavčarju iz Goriškega muzeja, scenaristu. Z njim se v bistvu poznamo že odprej, ker smo delali tudi en animirani film, ki je tudi v sklopu teh muzejev na meji, tisti na Šverc, govori o temu malemu Švercu v 80-ih letih med ljudmi. In potem je prišlo do te zgodbe, da bi se to animirali. Zdaj, kar je pa super tukaj, da nam ostajajo dosti odprte roke in pol lahko se midva z Leo lotva tega, da nastane prav kratki film, čisto v avtorski podobi. A bi kaj dodala, Lea? Ja, v bistvu je Rok tudi sam zelo ljubitelj filma in si je želel, čeprav gre za nek namenski film, ki je v bistvu tudi del te stalne razstave na Mirenskem pokopališču, da bi bil pač res, da bi naredili res film, no? Da gremo preč od te klasične neke explainer video forme. Tako da ja. Zdi se mi v bistvu po eni strani drzno in zanimivo, da se seveda take institucije pravzaprav odločijo o tem, da bi imele nek film, ki bi ponazarjal to obdobje in da se odločijo za animiran film. Da ni to nek nabor nekih kolažnih fotografij, nek dokumentarc, ampak dejansko animacija. Najbrž je to neka po eni strani čast, pa tudi odgovornost potem, ko dobiš tako nalogo. Ja, seveda. Se mi pa zdi, no, da so oni v bistvu so že dosti skodaj videli, da je animacija neka taka, se ponuja kot forma, da je zelo privlačna, sploh za v muzej, da tudi mlajšim predstaviš neko vsebino, ki jih mogoče v neki tradicionalni formi nekih napisov na steni ali pa nekih intervjujev z ljudmi jih malo odbije, ne? Če je pa nekaj, ki je mogoče njim bližje oziroma je že sam drugače, bolj povabi jih ogledano. Ampak težava, ki se srečujejo oni, tako kot pač ostali, ki delamo na filmu, ne? Vsi smo v barki kulture in ta razlika od animiranega filma do recimo nekih statičnih fotografij je v tem, da je za animiran film potrebnega veliko več dela, veliko več vsega, kar bi pomenilo, da pač, če nekdo hoče tudi živeti še nekako, bi rabo veliko več finančnega vložka, to je pa zmeri problem in je tukaj pol veliko tega dela iz ljubiteljstva. Tema nam je bila vrhunska, ker tako kot prej je bilo vprašanje, ta meja na Mirenskem pokopališču je bila dobesedno, kot v filmu, je bila narisana nekje oddaleč čez papir, klele bo šla meja. V praksi je to pomenilo, da je meja šla čez pol groba in je človek imel pokojni glav v eni državi, noge v drugi državi. Ne? Ljudje, ki so pa tam prihajali, so se pa mogli soočati, da je naenkrat bodeča žica, da so vojaki na pokopališču in da je že problem sploh pokopavati umrle, a ne? In da je dejansko ta meja razmejila in žive in mrtve in eno od zanimivosti je, da recimo ta dan mrtvih, ki mu rečemo nekako praznik umrlih, je tam bil na nek način praznik živih, a ne? Tako kot je razlagala predhodna avtorica, tam je bilo podobno. Ko je bil ta praznik, so se ljudje zbrali in ker je bila taka masa ljudi, so se oni čez mejo na pokopališču metali neke dobrine, neke stvari in je v bistvu izgledalo tako veliko bolj živahno, kot bi si ljudje predstavljali za tako situacijo. Ja, ker v bistvu meja ni bila samo tako, ne, pač danes so te meje, ki jih imamo pač sploh v Evropi, to ni več, to je bila varovana meja, ne, in tudi prebežnike so pač tudi ustrelili tam, ne, tako da je tudi veliko ljudi, v bistvu beguncev, ki so tam pokopani brez imena in priimka, ne. Je pa še ena zanimivost tukaj, zaradi tega, ker so pol tudi te, ki so bili zadolženi za varovanje, s časom so videli, da je ta meja, da je res težek nesmisel tako postavljena in v
pol smo malo skrajšali, ker smo hoteli obdržati to krajšo formo filma, ampak je bilo mišljeno, da se tudi pokaže, da je meja s časom propadala in se na neki točki se je ni toliko obnavljalo, kot bi mogoče si želeli tisti, ki so postavljali, in se je pustili, da propada, in tako zelo tiho, v bistvu 1 leto pred tem letom, ko se je uradno meja odstranila, je tam so po malem pustili ljudi, da so to že prehajali, ker so videli, da lahko ti meje postaviš na papirju, ampak sami ljudje, povezave med ljudmi v praksi. V realnosti pač ta stvar ne funkcionira. Tako da zanimivo se mi je tudi zdaj, ko odpirate to temo, da ja, da dejansko je seveda velik in vložek in kup dela v takem primeru, ampak hkrati omogoča animacija tukaj mogoče tudi pokazati nekaj, česar nismo dokumentirali. Hkrati mogoče tudi nekaj, kar je samo v naši domišljiji, kar si mogoče lažje vizualno z neko simboliko predstavljamo. Kako ste se mogoče odločila za slog animacije? Seveda smo vajeni tvojega načina in v bistvu se mi je zdelo predvsem zanimivo, kako ste se nekako zdaj za tako dost kratko formo odločila, okay, tole bo način, na takole bo prikazala. Ja, v bistvu za likovnost je mene, ker je v bistvu je tako do teme pristopa na nek zelo tak filozofski način in se mi je zdelo, da je vse tako, pa vse je ta minljivost in se mi je zdelo tako, da mora biti vse v nekem, kot v nekih delcih tega praha, ne. In je tako, se mi je ta svinčnik oziroma ogle, ki je sicer narejen čisto digitalno, ne, to ni, je pač digitalno risano, ampak se v bistvu te digitalni čopiči se že toliko približajo temu in ker je v bistvu še zmeraj vsaka slika je ločeno narisana, se ta čar tega obdrži, da dobimo to neko mehkobo slike, hkrati pol ne rabiš toliko detajlov v ozadju in se lahko poigramo s temi prehodi in tem. Mogoče kleber slogu je še to za dodati. Nismo hoteli sploh delati razlik, katera stran meje je, katera stran jo veruje. Recimo to vprašanje je bilo na nekaterih festivalih postavljeno, kdo kam spada, zakaj so stražarji enake barve z obeh strani, ne? In mi nismo hoteli kazati, na tej strani so dobri, na tej strani so slabi, ker to je spet neka delitev, nima smisla. Film smo hoteli pokazati, da je meja, ki je vsila ljudem z vseh strani neko razprtijo, neko deljenje ljudi, ki so prej živeli skupaj na enem območju. Ja, mislim, da smo imeli včeraj kar en tak dan, ker nas je večkrat spomnil na to obdobje in kasneje se bomo pogovarjali o letu 1945, še nekoliko kasneje se bomo pogovarjali o zgodovini Nove Gorice. O tem pravzaprav, da res nekako to opominjanje na te čase je trenutno še kako živo. Če smo mogoče pred kakšnim desetletjem rekli pa pusto drugo svetovno vojno, zdaj imam občutek, da tega več ne moramo narediti. Dejansko je toliko teh vojnih žarišč po drugi svetovni vojni, da enostavno s takimi tematikami, sploh zdaj, ko je spet nek klic po oboroževanju, ko je tukaj na italijanski strani najbrž res prisoten en zelo strašljiv pogled na to, kako nas dojemajo. Se mi zdi, da je res tak film. Kako ste imeli občutek, da je bil sprejet? Da so vam ljudje rekli, dobro, da se to zgodbo ohrani. Moramo nujno o tem pripovedovati. Občutek je zelo dobro. Mislim, čisto pričakovanje, zato je naredilo na film zelo zato delo to veliko predstavo, film je na en predstave, pol se je začel valiti, bil je sprejet na Animafest, na Nimo, na te najvišje festivale. Mi na film kratkem gre zdaj v Psa, gre tako zin, ko greš recimo ljudi se pogovarjaš, je zanimivo. V Zagrebu in razlagalo nekaj podobno razdelitvijo in videli, da ljudje razumejo tematiko in jim je blizu in predvsem to se meni zdi, da
iz zgodovine se je treba učiti, ne sme se stvari kar pozabljati pa ponavljati napake, zato ker pač nekdo je pač plačal ceno napak s svojim življenjem. In zdaj, če mi to vse pozabimo pa zavržemo, se bomo samo vrteli v krogu, ampak zgleda, da ta zgodovina malo pozabljamo na vse skupaj, tako da... Ja, očitno je res človek tisti, ki pozablja. Kar se tiče filma, jaz mislim, da se vam lahko še enkrat zahvalimo za to, da sta prinesla še en tak odličen izdelek na Festival slovenskega filma. Seveda želimo, da bi bila pot še naprej tako uspešna, kot je že zaenkrat, pa predvsem res, da se ta spomin ohrani. Prepričan sem, da bo marsikdo tudi preko filma izvedel za Mirensko pokopališče. Tamle je ena roka, ki je dvignjena. Izvolite. Halo? Deluje, ne? Okej. Živjo, čestitke za film, žal ga nisem ujela, ker me včeraj še ni bilo tu, ampak si ga bom v kratkem ogledala, tudi ker grem tudi na razstavo. Jaz sem samo hotela reči, da je bilo zanimivo, nisem ga videla, tako da ne vem, kako točno sta prikazala to razmejitev, ampak da je nedavno v okviru Evropske prestolnice kulture so nastali kratki filmi o tem teritoriju, ne vem, ste si jih ogledala, brezmejni filmi se imenujejo, in je tudi na italijanski strani nastal film o Mirenskem pokopališču. In je pravzaprav ista tematika, samo da gre za igrani film, pač fikcijo. In je točno to, kar si ti, Damir, rekel, je to, da oni pa prikazujejo, kar mene ima tako, ne bom rekla zmoto ali pa prizadel tisti film, ampak tako zdaj se mi je, da odraža nek način, na katerega več ne bi smeli govoriti, namreč jugoslovanski del je prikazan tako kot tak zelo barbarski, in pa so tako nežni, recilni Italijani na eni strani, ki si sam želijo svoje mrtve pokopati, na drugi strani so pa ti Jugoslovani, ki tam praktično hodijo s mitraljezijo okrog. Tako res me je presenetilo, da je danes v bistvu nekdo naredil na ta način in sem se skozi sprašvala, ko sem gledala tisti film, bilo res treba tako jasno, mislim, a je res stvar me je to ta črno, tako, sem veliko razmišljala o tem, kako to, da se te tematike, a se res lahko lotevamo sam na ta način, tako da sem vesela, da... Mislim, pa je tisti film tudi zelo lepo narejen sicer, tako, mislim, prikaže, zelo dobro razumeš, koliko je boleče, da se na ta način postavljajo meje, ampak je bilo pa res grozno gledati to, mislim, meni kot Slovenki pač, to, kako so prikazovali tako agresivno, to jugoslovansko stran, tako, ja. Če smem, ker sem jaz tudi ta film... Ja, mi smo vsi... Jaz sem tudi ta film gledala in se strinjam s tabo, Nadina, razen glede tistega lika mladega graničarja. On pa pokaže neko sočutje... A Bosanc? Bosanc, ja, točno. Tudi to je bilo povedano, odkot je. On pa pokaže to sočutje... Tam je vse zelo tako... Vidim, da film definitivno spodbuja kupico debat. Ja, se pravi. Ne, ampak gre za to, da v trenutku, ko se začne tako nakazovati tem, mislim, ko se začne s prstom kazati na nek način, se mi zdi, da sploh ni več. Ja, mislim, ni smiselna ta dvojnost, zaradi tega, ker so te ljudje so bili res povezani in so imeli ljudi na obeh stranih meje. Meja je bila dobesedno presekala narisano na papirju. Pa kar sem jaz prej hotel še dodati, recimo, film ima pri nas sinhronizacijo v 3 jezikih. In recimo tudi na italijanskih festivalih v Trstu na Šorcu je bil prikazan z italijansko naracijo, ki jo govori Slovenka in ima vse lepo podnapise naše in so ljudje to zelo lepo sprejeli. Zdaj, kako so ga razumeli. Ja? Mislim pa, da res predvsem hvala za komentarje in hvala vama za to, da sta ohranila tak dostojanstven in spoštljiv odnos do tako občutljive teme, na katero imaš lahko očitno tudi ne ravno najbolj spoštljiv odnos. Hvala vama. Hvala. Hvala.